Dober dan in lep, sončen poletni pozdrav v naši oddaji Za zdravje. Danes nam bo Sabi Perdan najprej povedala in pokazala, kako lahko pravilno pomagamo ponesrečencu. To bi res morali poznati vsi. Našli smo poškodovanca, gospoda na tleh, zdaj sem pristopila, to da najprej je pomembna lastna varnost, kar pomeni, da moram odstraniti nevarne predmete, ki so okrog njega, če so seveda. Zdaj v tem primeru so, pristopim, odmaknem. In vedno pristopimo s prednje strani. Pristopimo. Gospod, me slišite? Ga ogovorimo in potresemo. Pokličem na glas. Na pomoč! Zvrnem glavo močno nazaj in poslušam 10 sekund dihanja. Opazujem prsni koš in poslušam. Tako, zdaj sem gotovila, da gospod ne diha, da je neodziven in ne diha. Pokličem številko 112 in naročim AED ali defibrilator, kakor vam je ljubše. Gospoda osebo slečem, zmerim mesto, ki je ustrezno za izvajanje stise prsnega koša. Močno roko dam najprej, potem z drugo roko objamem in delam stise s peto dlani. Globino 5 do 6 cm in frekvenco 32-32 razmerje in pa 1 in 2 in 3 in 4 in 5. 30krat ponovim. In sedaj dam 2 vpiha. Glavo močno zvrnim nazaj, svojimi rokami močno zatisnem nosnice in svojimi usti objamem poškodovančeva usta. Dam 2 vpiha. In nadaljujem. Medtem je prišla na pomoč že druga oseba in mi je prinesla defibrilator, ki je bil v bližini, medtem ko čakamo reševalce, je namestila elektrodi, rekli smo nagel prsni koš, eno je namestila desno zgoraj, drugo ob strani. Sedaj vam bova z gospo prikazali menjavo, kako izgleda, in bom jaz začela, ona pa bo me menjala. To je zelo naporno, zato je res potrebno, če je le možno, si priskrbimo nekoga, ki nam bo pomagal. Če pa smo sami, pa to delamo do prihoda reševalcev. 27, 28, 29, 30. Kot ste videli, menjava mora potekati zelo tekoče, hitro, brez premora. Ritem mora biti ves čas enak. Sedaj bomo defibrilator prižgali in sledili njegovim navodilom. Kliči nujno pomoč. Analiziram srčni ritem. Ne dotikaj se bolnika. Svetujem šok. 3, 2, 1. Izveden šok. 1. Varno se je dotakniti bolnika. Lahko nadaljuješ. Začni z oživljanjem. Stisi prsnega koša in vpihi nadaljujemo do prihoda reševalcev. Je pa zelo pomembno, da elektrod ne odstranjujemo z poškodovančevih prsi.